Pozdravljeni! Za željo mlade v Ormožu spodbuditi k aktivnejšemu vključevanju v družbo se je Ljudska univerza Ormož od 1. avgusta lotila projekta Mladi Ormož. Projekt so predstavili na tiskovni konferenci sredi avgusta. S operacijo Mladi Ormož, ki se izvaja od 1. avgusta letošnjega leta do 31. julija 2021, se želi mlade spodbuditi k doseganju veščin, kompetence, znanja in izkušenj, na podlagi katerih bodo lahko bolj samostojno živeli in delovali. O projektu smo se na Ljudski univerzi začeli pogovarjati januarja lanskega leta, torej 2019, ko je bil objavljen drugi javni poziv LAS UE Ormož SRR za podajanje vlog z področja mladine. Tukaj smo se čutili nagovorjene in smo pripravili projekt Mladi Ormož, ki smo ga potem v mesecu marcu tudi uspešno prijavili na razpis. Začetek predstavi direktorica Ljudske univerze in pojasni, da pa se zaradi korone in splošne negotove situacije izvajanje zavleklo. S ponosom pove, da je projekt prinesel tudi novo zaposlitev, kar je velikega pomena. Projekt je v nadaljevanju predstavila nova delovna moč na Ljudski univerzi Ormož, Teja Trstenjak. Operacija Mladi Ormož je podpora projektom aktivnega vključevanja mladih v družbo. Financirana je strani LAS UE Ormož, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za kohezijsko politiko. Vodilni partner je Ljudska univerza Ormož, sodelujoči partner pa mrežni podjetniški inkubator Ormož. Vrednost operacije je okrog 30 tisoč evrov, natančneje 30 465 evrov, cela 17. Vrednost sofinanciranja operacije pa je 24 134,80 evra. Sama operacija se je torej, kot je povedala direktorica, z zamikom pričela s 1.8.2020, trajala bo 1 leto do 31.7.2021. Zdaj, kaj je namen vsega skupaj? S to operacijo se želi mlade spodbuditi k doseganju veščin, znanj, kompetenc in izkušenj, na podlagi katerih bodo lažje samostojno živeli in delovali. Da se doseže ta cilj, je potrebno spodbujati izvajanje različnih sektorskih politik, torej da se mlade lažje integrira v družbo. Partnerji v projektu so si tako postavili cilj izboljšati stanje na tem področju. Zdaj, aktivnosti, ki se bodo izvajale. Skozi operacijo se bo oblikoval strateški dokument za mlade, ki bo prispeval k celoviti ureditvi položaja mladih v občini, nadgradil bo mladinsko delovanje in mladinsko organiziranje v občini. Mladi, katerih poklicna pot še ni začrtana dokončno, si bodo ogledali poklice, več o tem bo pozneje povedala Polona. Upamo, da jim bo ta prikaz poklicev, ki so pri nas nekako potrebni za naše okolje ali pa so kako drugače atraktivni, da jim bo to torej nekako pomagalo pri poznejši, lažji odločitvi izbire poklica torej v prihodnje. Organizirala se bo v povezavi z mrežnim podjetniškim inkubatorjem tudi delavnica Kako do lastnega posla, torej namenjena vsem, ki jih zanima podjetništvo in na kateri bodo lahko mladi pač preizkusili svoje poslovne ideje. In ne nazadnje, organiziran bo večji osrednji dogodek za mlade. Organiziral se bo že ta mesec, 28. avgusta ob 18. uri. Na tem dogodku, ki bo zunaj pred gradom oziroma tako, se bodo predstavili mladi podjetniki in lokalni ponudniki. V primeru slabega vremena se bo potem dogodek preselil v Unterhund in pač vsi, ki že imajo svoja podjetja, bodo na voljo vsem mladim ali pa tistim, ki jih zanima podjetništvo, torej da jih kaj povprašajo in pa seveda, da se na zabavnem programu tudi podružijo in kaj dobrega pojejo in spijejo.
Zdaj torej ta projekt bo potekal v dveh fazah. V prvi fazi, v prvem polletju bo torej cilj organizirati ta dogodek, izpeljati ta dogodek za mlade in pa izpeljati podjetniško delavnico. V drugi fazi pa potem bomo predstavili strateški dokument javnosti in pa mlade peljali torej na oglede poklicev. Zdaj cilj je torej urediti in nadgraditi mladinski sektor v občini, mlade vključiti na trg dela vključiti tudi ranljive skupine mladih in pa torej zmanjšati nekako brezposelnost med mlajšo populacijo, spodbuditi mlade k razvijanju lastnih podjetniških idej in pa nasploh izboljšati kakovost življenja mladih pri nas. Hvala. Vodilni partner je Ljudska univerza Ormož, sodelujoči partner pa mrežni podjetniški inkubator Ormož. Ja, lani, ko smo začeli kristalizirati ideje, smo nekako ugotovili, da tudi mlade treba spodbuditi k podjetništvu, ker je tu neka prihodnost, kjer se tudi mladi lahko samo zaposlijo v svojem lokalnem okolju. Tudi zdaj že 2 leti vodim podjetniški inkubator in vidim, da naši lokalni iz LASUE Ormož imajo potencial, imajo želje, mogoče pa jim še manjka kakšnega znanja oziroma kakšne spodbude. Zato smo nekako tudi v tem projektu si zaželeli in pomagati iz te smeri. Tako se bodo izvedle delavnice, kako do lastnega posla in sicer skozi 4 module, nekako pa smo si to tako zastavili, da bodo tisti mladi, pa tudi mladi po srcu, ki že imajo neke hobije, neke ideje, šli v bistvu od njihovega hobija, od ideje, preko tega, kako se napiše poslovni načrt, kako se predstavi sam produkt, kako se izvede predstavitev drugim partnerjem, mogoče kakšnemu, ki bi lahko investiral v njih in tako nekako že na začetku razdelajo svojo poslovno idejo, ter si mogoče s tem olajšajo pot do samega podjetja, do samega podjetništva. Tukaj druga zadeva pa je, kot je že omenila Teja, bo praktični ogled poklicev. Tukaj bomo mogoče šli nekako v tiste poklice, ki jih v našem okolju primanjkuje, kjer je večja potreba, ter tudi vse te atraktivne poklice ali pa take, ki vidimo, da se mladi zelo dosti odločajo za njih, pa da si tudi lahko mogoče iz prve roke, ne vem, vidijo, naprimer, kako izgleda odvetništvo, kako izgleda če je nekdo veterinar, če je nekdo avtomehanik ali pa nekaj takšnega, kaj je tisto, kar potrebuje in se tako tudi mogoče lažje odloči, če se odloča med 2 poklicama, ter da bi tako tudi s tem bi želeli mlade spodbuditi, da ostanejo v lokalnem okolju, ter jim nekako povedati, naj si upajo, da tudi tukaj so lahko uspešni. Zato smo si tudi zdaj v tem dogodku nekako smo se dogovorili, da bomo res te mlade podjetnike, ko so uspešni, ko so mogoče vključeni v podjetniški inkubator, jim dali nekako prostor, da se še naprej promovirajo, ter da tudi drugi vidijo, da imamo zelo dosti potencijala in res imamo mlade, uspešne podjetnike, ki so ostali v lokalnem okolju, da se da tukaj narediti in s tem nekako tudi mlade še enkrat spodbuditi, da si naj upajo, pa da naj ostanejo tukaj. In s tem bi se tudi občine razvijale in ne bi bilo toliko odseljevanja in vsega, tako da to je bil nekako naš cilj. V vsakem primeru gre še za en dobrodošel projekt, ki je namenjen vzpodbudam in končno tudi ozaveščanju oziroma usmeritvam mladih. Ljudska univerza Ormož je tudi sicer s odličnimi projekti zelo uspešna na raznih razpisih. Povedati je treba, da njen letošnji proračun znaša 350 000 evrov, kar 72% teh sredstev so uspeli pridobiti na različnih projektih. Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž primaknejo 28%, kar pomeni 98 000 evrov. Od tega 85 420 za redni obseg programa za Ljudsko univerzo in Mladinski center skupaj, 12 580 evrov pa za sofinanciranje projektov, kjer je potrebna lastna udeležba in sofinanciranje javnih del.
Glede na to, da dolgoletni direktor javne razvojne agencije občine Ormož Zlatko Zadravec odhaja v pokoj, je svet javne razvojne agencije občine Ormož med 6 kandidati, ki so se prijavili na razpis, za novega direktorja izbral Mateja Rogača. Soglasje k izbranemu direktorju je občinski svet podal na svoji prvi izredni seji 11. avgusta. Predlog sveta javne razvojne agencije občine Ormož je tako na svoji prvi izredni seji potrdil tudi občinski svet Ormož, in sicer z 10 glasovi za in 2 proti. Svetnika Emil Trstenjak in Jani Ivanoša sta glasovanje obstruirala iz razloga, ker predlagani kandidat spet ni domačin. Matej Rogač namreč prihaja iz Muretincev. Po poklicu je v osnovi zdravstveni tehnik, potem pa je diplomiral še na pravni fakulteti. V svoji predstavitvi je izpostavil: Če mogoče lahko malo več predstavite o izkušnjah, s katerim področjem ste se vse ukvarjali do sedaj. Ok, v redu, lahko. Takoj po zaključku fakultete, se pravi po diplomiranju, sem se zaposlil v mrežnem pomorskem podjetniškem inkubatorju kot vodja projektov, ker sem delal 2 leti na čezmejnih projektih Interregih. Potem je prišlo do konca tiste prve perspektive, ki je bila, ki se končala 2007. Potem sem se zaposlil v zavodu RISO na Ptuju, kjer smo pripravljali več ali manj poslovne načrte in pa investicijsko dokumentacijo za občine, za različne projekte. Tam sem bil zaposlen približno 1 leto. Potem pa sem začel svojo samostojno pot. Odprl sem podjetje, kjer smo pač pripravljati začeli razne projekte za občine, za podjetja, za kmetije, in to sem delal vse do danes. Vmes sem bil še zaposlen lansko leto s polovico delovnega časa spet na Tehnološkem pomorskem parku, kjer sem spet vodil en večji projekt slovenski na področju gospodarstva, ki se je pa zaključil z 1.1.2020. Tako da to so moje izkušnje. Pripravljali smo več ali manj moje izkušnje za pripravo poslovnih načrtov, investicijske dokumentacije, prijave na razpise. Delali smo tudi presoje podjetniških idej za brezposelne osebe preko ZRZS-ja. Svetujemo tudi ministrstvom, smo pripravljali kar nekaj projektov za ministrstvo za javno upravo, v bistvu vse projekte, s katerimi se kandidira za kohezijska sredstva v tem obdobju 2014-2020. Zdaj trenutno svetujemo tudi ministrstvo za zunanje zadeve pri vseh projektih investicijskih, drugače pa delamo več ali manj projekte za občine. Nekateri svetniki so kandidatu tudi zamerili, ker se na izredno sejo ni prišel predstaviti osebno, pač pa se je predstavil preko videa in še možnost videokonference ni delovala tako, kot bi bilo treba. Tako da je svetnikom na vprašanje odgovarjal le zvokovno. Svetnike so zanimale njegove dosedanje izkušnje, predvsem pri pripravi projektov za razpise namenjene gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu ter ohranjanju kulturne dediščine in skrbi za starejše. Odgovori kandidata so bili preudarni in verjeti je, da ima na področju projektov dejansko vrsto izkušenj. Kot je dejal, je 90% vseh projektov, pri katerih je kdajkoli sodeloval, bilo na različnih razpisih tudi uspešnih. Matej Rogač bo delovno mesto direktorja Jare občine Ormož nastopil 1. septembra. Na izbiro novega direktorja Jare in tudi novega direktorja Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport se je kmalu po seji s tiskovno konferenco odzval tudi občinski odbor Nove Slovenije. Moti jih predvsem postopek izbire kandidata. Na tiskovni konferenci so spregovorili oziroma predstavili svoja stališča predsednik občinskega odbora Nova Slovenija Alojz Sok in svetnika v občinskem svetu Jožef Cajnko in dr. Simon Kolmanič. In kot so poudarili, jih je še najbolj iritirala izjava, da župan nima vpliva na izbor kandidatov. Ne verjamem torej tem izjavom, da župan nima nobenega vpliva na to, kdo bo direktor na tako pomembne inštitucije, kot je razvojna agencija. Češ rečeno je bilo, če sem prav dojel, da se ne poznata, če glista se na... To si ti opozoril, če glista se na sami seji tikala preko videokonference, ne?
Tako da to je bolj zgodba za bizgece, naj jo tisti kupijo, jaz je seveda ne. To je bilo zelo dobro premišljeno pa zastavljeno, da se je pač nekoga verjetno po strankarski liniji potegnilo notri v to ormoško zgodbo, ki ne bo dala rezultata, to vam danes povem. Jara ima recimo v svoji strukturi zaposlenega dvakratnega magistra, 2 magisterija ima, kar je nekako enako po moji oceni doktoratu in bi ga gladko več let že delal notri, govori tuje jezike in tako naprej. Bi ga gladko lahko imenovali za vršilca dolžnosti, pa potem čez določen čas, če bi se izkazal, tudi mu dali pogum pa spodbudo, da bi se prijavil, ne pa da se reče, domačini se ne prijavljajo, pa moramo posegati nekje v druge kadrovske bazene. Po mnenju občinskega odbora Nove Slovenije že dogovorjeno namestitev direktorja Jare so govorci podkrepili z dejstvom, da je občinski svet na mizo dobil premalo gradiva, iz katerega bi se lahko seznanili s kvalitetami prijavljenih na razpis. Eden izmed prijavljenih bi naj celo zbral več točk. Dejansko vse, kar mi želimo, je to, da se delo opravi ravno brez vsakih pritiskov in tako, kot je treba. Se pravi, da dobimo svetniki poročilo, kako je zadeva potekala in na nek način, da je kandidat, ki je bil izbran, res tisti, ki je najboljši. In v bistvu iz poročil, ki smo jih dobili in pozneje, jaz sem temu poročilu verjel, ampak zdaj, ko slišim različne govorice, da je bil en kandidat z več točkami, da je imel več izkušenj in tako naprej, jaz ne vem, če je to res. Jaz ne vem, če je to res. Ampak to, da jaz kot svetnik ne vem, če je to res, je narobe. Jaz bi to moral vedeti. In čisto vseeno je, kdo sedi v svetu. Jaz samo gledam, sicer so to 3 ljudje, 2 sta bila za, en se je vzdržal. Se pravi, to zdaj, to je sicer javna informacija, lahko jo preverite, mora biti objavljena tudi na spletni strani, oziroma kot rečeno, lahko pogledam točno za imena, ampak to bi pomenilo, da na ljudi delamo pritisk, tega pa nočemo. Ker to je dejansko, to bi zdaj pomenilo, da mi pa zdaj hočemo, da svet zavoda odloča tako, kot hočemo mi. Ne, svet zavoda ne odloči tako, kot je prav. Se pravi, tako, da dobimo kandidata, ki je najboljši. Se ni bilo v bistvu tudi za mene tako pomembno, kdo so člani sveta. Bilo je bolj zato, da se ne prevzema odgovornosti. Se pravi, če ne vemo, kdo odloča, ne moremo trditi, kdo je kriv, da se nekaj v celotnem postopku zalomi. Ja, gledajte, jaz bi rekel, da je to odgovornost vseh nas. Mogoče ravno tale tiskovna konferenca dejansko nek klic za to, da je treba stvari delati drugače, da je treba stvari zastaviti tako, da ne bo nekih dvomov potem o tem, ali je bila zadeva izpeljana pravilno ali ne. In to je potem tudi ključno za vsa nadaljnja kadrovanja, ker če bomo pustili kanček dvoma, da tukaj nekaj pa ni bilo v redu, ne bomo naslednjič dobili najboljših kandidatov, ker se ne bodo želeli prijaviti. Čisto za to se gre. In mi zdaj tu ne iščemo in nikogar ne obtožujemo, ampak navajamo samo dejstva. In dejstvo je to, da smo dobili izjemno malo podatkov in da to, kar dobivamo potem zdaj neformalne podatke, nekako niso čisto skladni z tem poročilom, ki smo ga dobili. Se pravi, tega noter v poročilu ni bilo in iz poročila se o tem tudi ni dalo sklepati, da dejansko ni bil izbran res tisti najboljši kandidat. Čisto za to se gre.
Zanimivo je to, da se na razpis za direktorja javne razvojne agencije občine Ormož, ki je po mojem mnenju zelo pomembna funkcija v občini Ormož, ni prijavil noben kandidat iz naše občine ali vsaj iz upravne enote Ormož. Ko pa malo bolje pomislim, se najbrž nihče ni prijavil zaradi dogodkov povezanih z razpisom, izbiro ter imenovanjem direktorja Zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož. Očitno so vsi spoznali, da bi bila njihova kandidatura neuspešna. Predsednik Vijaza je namreč v oddaji na KTV Ormož izjavil, da je bil kandidat za direktorja javnega zavoda TKŠ med temi, ki so se prijavili pač za res najboljši kandidat in da boljšega nismo mogli izbrati. Na razpis za direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport so se prijavili celo 4 kandidati iz upravne enote Ormož. Nisem prepričan, da predsednik Vijaza sploh pozna te kandidate, kaj šele, da bi ocenjeval njihove sposobnosti. Njihova predstavitev pred člani sveta zavoda je bila zelo kvalitetna in prepričljiva. Vendar pa iz dneva v dan spoznavam, da je bila izbira že vnaprej znana, pa tudi to, da ne bo izbran nobeden iz občine Ormož. Za konec so naznanjali tudi, da sicer proti izbranemu direktorju Jare nimajo nič, pač pa so želeli opozoriti na postopek izbire kandidata. Od sredine avgusta nas že vse naokrog pozdravljajo klopotci, ki naznanjajo skorajšnjo trgatev in končno tudi konec poletja. Tudi v Ormožu ste ga najbrž že slišali ali vsaj videli. Med vsemi je posebna atrakcija še vedno klopotec Velikan, ki stoji na griču Strmec v Hermancih. Postavili so ga 15. avgusta 11. po vrsti. V Hermancih na griču Strmec v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu nas v tem času že oddaleč pozdravlja največji klopotec na svetu. Izdelal ga je domačin Stanko Habjanič, ki je v začetku leta 2016 prejel certifikat in potrdilo, da je njegov klopotec Velikan vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Klopotec na svojem mestu sicer stoji vse leto, tako da si ga je možno kdajkoli ogledati. Ampak pred vnovično postavitvijo je vetrnice le še treba obnoviti in dodelati. Tako pa je vnovična postavitev klopotca prijeten družaben dogodek, gotovo pa za Stanka Habjaniča najpomembnejši dogodek v letu. Ja, seveda, v tem času, ki se bliža trgatev, se sigurno je postavitev klopotca vendar najboljši dogodek tega hriba. Postavljanje klopotca je običajno težaško delo, ki traja kar nekaj ur. Letos sta s pomočjo dvigala, s katerim na pomoč priskoči prostovoljno gasilsko društvo Ormož, klopotec postavljala Simon Stepišnik in Matevž Bombek, gasilca iz prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu, ki ju smatrajo za velika junaka. Ja, junaka morata biti, saj če sta ni junaka, ne smeta tudi na takšno višino, kajti višina je 10 metrov in tu vsak še ne upa gor. Kako ima je ime? Ja, eden je Matevž, eden pa je Simon. In torej izkušnje kažejo, da ima delo gre dobro od rok, vidimo, da je rep tudi že nameščen, še malo pa bodo tudi vetrnice. Kako dolge pa so te vetrnice? Ja, vetrnice so zdaj skozi iste, od 2,14 20 metrov pa 58 centimetrov. Klopotec sicer v teku leta stoji, ampak vsako leto ga pred ponovno postavitvijo vseeno malo obnovite. Kaj ste letos vse naredili? Ja, letos je bila koliko toliko dobra letina, ni ga nekaj poškodovalo, je pa bil problem na samem centru, ki je na tistem špici, na Lunajke, se je vse skupaj razmigalo in je trebalo ponovno nastaviti, da pa že je malo visijo in je trebalo to nacentrirati, da bo zdaj leto dni spet mir. Več kot 10 metrov visok klopotec tehta skoraj tono in se ponaša z več kot 20 metrov dolgimi vetrnicami. Vsaka tehta po 270 kg. Klopotec ima tudi okrog 70 kg dolg rep ter macleke, od katerih vsak tehta več kot 20 kg.
Radovedneži od vse posod si Klopotec radi pridejo ogledat, predvsem pa ob kakšnih posebnih dogodkih, ki jih Stanko organizira. Pravi, da pa obiskovalcev ne šteje. Ja, to glih ne, saj če je vidim, da je breg pokrit z starimi vozili in z ljudmi, tako mislim, da je vredo obiskano in še bomo seveda nadaljevali. Imate morda kakšne načrte v zvezi to atrakcijo? Ja, načrti se z leta v leto povečujejo ali zmanjšajo, zdaj nas slučajno pač malo ta virus omejuje, ampak mimo ga premagali in bomo šli z zmagami naproti. Letos bo seveda tudi trgatev najbrž, ne, potomke, imate v načrtu prirediti tudi trgatev? Ja, seveda, to je najboljša dogodek skrbnika, če ti trta obrodi, posebej pa ta stara trta potomka, najstarejše trte z mariborskega Lenta, tako da stara bo še komaj 2 leti. In tako da mislim, da je to uspeh na tem hribu, da je ta trta tudi obrodila. Ob največjem Klopotcu na svetu, namreč od leta 2018, raste tudi potomka najstarejše vinske trte na svetu. Gre za potomko več kot 400 let stare vinske trte, sorte modra kavčina oziroma žametna črnina. In sicer iz Lenta v Mariboru. Po Sloveniji sicer raste že čez 120 njenih potomk in ena od teh je tako tudi ob največjem Klopotcu na svetu. Ob dogodkih ob Klopotcu velikanu društva v domači krajevni skupnosti rada priskočijo na pomoč. Krajevna skupnost pa poskrbi tudi za ureditev ceste, ki vodi do Klopotca. Moram povedati, da društva iz krajevne skupnosti Miklavž redno prihajajo vsako leto na vse te dogodke, to sem zelo vesel in ponosen na vsa društva, ki prihajajo in pa Stanku tudi pomagajo. Želim pa si seveda še večjega dogodka in še večjo, bom rekel, razširjeni dogodek, da se na tem griču res bi začelo nekaj dogajati malo večjega, ampak dobro, letos spustimo to, vemo dobro, da nas omejujejo ti covidom, ampak jaz upam, da si bo Stanko tudi dal, čisto po domače povedati, da bo treba stopiti z društvi skupaj in da bomo to tudi izpeljali pred tem največjim Klopotcem. Torej, vseeno je to ponos, ki ga je vredno častiti tudi v domači krajevni skupnosti. Torej pravite, da pomagajo društva, kaj pa sama krajevna skupnost morda tudi finančno kaj primaknete? Glede, finančno za take dogodke mi nimamo seveda postavke, da bi lahko pomagali. Lahko mu pomagamo pri kakšni ureditvi ceste, vzdrževanja javne poti, se pravi tukaj, ki na to grič vodi, saj vsako leto mu nekako pred tem dogodkom gremo pa splaniramo cesto, pa dopeljemo Gramos. Vemo dobro, da bi si Stanko želel asfalt, ampak nekako z občinsko upravo še nekako nismo našli teh sredstev. Upam, da zdaj bo tu tudi črno po tej poti dol in da bo Stanko normalno prišel sem na ta grič. In pa seveda vsi ti ljudje, ki prihajajo sem, vsi turisti, vsi krajani, občani, vsi iz Slovenije cele in pa iz tujih krajev, ker pravi Stanko, da je stalno nekoga najde tu gor in seveda želim si, da bi bilo to urejeno in da bi lahko tudi nekaj ponudili na tem griču. Ste kdaj razmišljali tudi o tem, da bi morda tukaj se uredilo kakšna možnost za kampiranje? Ja, gledajte, z Stankom smo večkrat se pogovarjali, da je treba razširiti dejavnost in da bi to nekako v tihih mislih ima stalno, da bi tako tu nekaj tudi postavil, da bi tu lahko ponudil pijačo, da bi tu lahko ponudil prenočišče. Ampak vse veste, če cesta, infrastruktura ni urejena, potem je to, ne moreš človek nekaj ponuditi v takih razmerah, kot je sedaj. Ampak da se priti na ta grič, toliko gledi krajevna skupnost, da ima urejeno cesto, po vseh neurjih gremo takoj in mu to uredimo, kako tudi po vseh drugih cestah. In jaz upam, da bo na tem griču kdaj tudi kakšna priložnost in da bo tu kakšen turist kampiral in gledal te lepote, prelekije, ki jih lahko se bogatimo s tem. Moram tudi pohvaliti kulturno-turistično društvo, ki je danes predsednica odsotna in me nekako prosila, da naj
par stavkov povem tudi to. Stanko je imel željo, da se postavi na tem griču tudi ena tabla, ko pridejo turisti, ko pridejo seveda Slovenci, Slovenke, občani, občanke, da vejo, kaj je na tem griču. In tudi to je danes postavljeno tu. Kulturno-turistično društvo iz Miklavža je to tablo naredilo, jo tudi uredilo seveda z 3 jeziki, se pravi slovenščina, nemščina in angleščina. To je tudi pripravila naša članica Nuša iz Kulturno-turističnega društva in sem lahko res ponosen, da je ta tabla se danes tu postavila in zahvaljujem se Kulturno-turističnemu društvu, da seveda skrbi tako lepo za kraj, da jih reklamiramo in pa seveda je lahko tudi občina Ormož ponosna, da to tablo, ki jo je tukaj danes postavili, smo na griču pri stanku. Gospod župan, še en seveda takšen veseli dogodek, primeren za ta čas. Kaj menite o tem klopocu? Zdi se, da je kar velika atrakcija in bi bilo vredno pospešiti vse skupaj v smeri razvoja turizma. Ja, res je, konec koncev je največji, konec koncev je zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov, na njega smo lahko ponosni. Se tudi konec koncev pogovor z novim direktorjem javnega zavoda smo se pogovarjala, da ga je potrebno vrstiti v našo destinacijo, da je potrebno ga poudarjati pri sami promociji, tako kot promoviramo ostale točke naše destinacije Jeruzalem, Slovenija, tako je prav, da tudi spromoviramo ta naš največji klopotec. Tudi obljubljeno je bilo, da se bosta v kratkem direktor in pa lastnik oziroma tisti pobudnik Stanko Habjanič dobila in da se bo se pogovorila, na kak način najboljše to zgodbo zapeljati. Razmišlja se tudi o ponudbi oziroma možnosti kampiranja tot okrog, ne? Kako lahko občina pravzaprav pomaga oziroma kaj bi bilo možno storiti? Ja, to je res. O tem zelo veliko študiramo, na kak način, kje bi postavljali prostore za avtodome. Konec koncev to je ena izmed panog, če se lahko tako izrazim, ki je v velikem porastu, vedno več avtodomarov, torej avtodomov proda. Tudi konec koncev vedno več imamo tudi z področja tudi Nizozemske in pa severnih držav, če lahko tako povem, tudi vedno več gostov v naši destinaciji, vedno več je tega, tudi konec koncev naši ponudniki znajo povedati, da so tisti, ki se torej avtodomarji, da so to zelo dobri turisti, zelo dobri gosti, tako da bi bilo vredno to pospešiti. Tudi mi smo kot občina Ormož vključeni v ta klub, ki nekako dobivamo kompletne informacije, kar se na tem področju dogaja in tu se res dosti dogaja. Ne smemo te zvrsti, te panoge zanemariti, moramo čim prej pospešiti, zato res iščemo nekatere prostore, kjer bi bilo najbolj primerno, da bi jih konec koncev komunalno opremili, se pravi dostope, voda, elektrika, še kakšne vzporedne objekte, ki bi se pravi od sanitarjev do vsega to ponujali, tako da bi res tudi avtodomarom neke lepe lokacije tudi lahko ponudili. Se razmišlja morda tudi o kakšnem asfaltu do tega klopoca? Ja, nekaj bomo morali študirati. Konec koncev je dostopnost tukaj slabša. Ne bom rekel, da ni mogoča. Je mogoča, ampak ni tista, tako bi morala biti. Je pa res to lokacija, ki pa je lahko zelo dobra tudi za kakšne pohodnike, kakšne kolesarje, ki se za to pot odločijo, konec koncev grejo proti največjemu klopocu in pa moramo se zavedati, da tu tudi meja občina Ormož in pa občina Ljutomer, kjer nas, verjamem, da za občino Ljutomer tudi čaka kar nekaj ciljev, da to zadevo povežemo, kajti tukaj smo res na eni izmed točk, ki z zelo lepimi pogledi, z zelo lepimi stvarmi, bom rekel, neizkoriščena, ki pa se da tudi na nek način tudi turistično še bolj približati. Fino, se veselimo in upam, da se nam bodo kmalu, torej vsaj čez kakšno leto, 2 izpolnile te želje, da se uredi tudi ta konec. Ja, mora se konec koncev na destinaciji moramo delati tudi na tem področju. V letošnjem letu bodo urejene kolesarske poti, na tem smo ogromno napravili, počivališča bodo zgrajena, destinacijske tiste table interaktivne bodo postavljene,
turistične točke informacij se že urejajo, se pravi na Kogu, v Svetinjah, v Veliki nedelji in pa se pravi naša centralna v Ormožu, tako da do informacij bodo tisti turisti prišli. Dela se ogromno na promociji, moramo pa še na infrastrukturi, se pravi, da za avtodomare poskrbimo, tudi da pridobimo več tistih ponudnikov, ki bodo imeli nočitvene kapacitete. Sedaj jih imamo nekje 350 v celotni destinaciji, kar je premalo, če želimo to zgodbo razvijati, in upam, da bomo tudi v mestu Ormož dobili še več nočitvenih kapacitet, to se pravi hotel, še lahko povem za informacijo, to se pravi kupec, lastnik hotela je zagotovil, da začne v mesecu septembru hotel prazniti, se pravi začne urejati določena pripravljalna dela, gradbena, in pa da v naslednjem letu začne zadevo pospeševati, tudi konec koncev z novim lastnikom hotela. Imamo tudi v konec avgusta, začetek septembra tudi sestanek z ostalo ponudbo. Vemo dobro, da je želja po razvijanju zdravstvenega turizma, tako da bomo nekako tudi z ostalimi, ki se želijo k temu priključiti, tudi formirali en sestanek, na katerem bi se pogovarjali, na kakšen način želimo ta hotel ormoški zapeljati. To bi bilo zelo velikega pomena. Danes so prišle k nam iz Olanke. Krimovke so bile presrečne, prezadovoljne nad našo ponudbo v samem Ormožu, nad pripravami, kar se tiče samega športa. Verjamem, da bo tega še dosti več. Dobimo tudi v naslednjem tednu evropsko znano ekipo, ki se bo tudi gostila v Ormožu, tako da verjamem in upam, da bomo tudi na športnem turizmu marsikaj napravili. Rabimo pa 4-zvezdično doživetje, 4-zvezdično ponudbo samih nočitev, tako da vsem tistim kriterijem, tudi tem ekipam, ki so evropskega ranga, tudi zadostimo. Jaz upam in verjamem, da se bo tudi v Ormožu zgodilo. V smeri turistične ponudbe Klopotec Velikan z okolico predstavlja le še eno atraktivno točko za preživljanje počitnic v naravi. Tako domačini kot občina Ormož se zavedajo možnosti in času je treba dati čas, da možnosti dozorijo. Postavljanje Klopoca Velikana je običajno množična prireditev, ki pa je letos zaradi korone žal bila precej okrnjena. Kljub temu pa so dogodek s svojo prisotnostjo tradicionalno počastili tudi člani Društva starodobnih traktorjev iz Miklavža pri Ormožu. Tako se je na postavitev največjega klopoca na svetu pripeljala vrsta lično obnovljenih traktorjev, ki jim kljub častitljivi starosti pot na hrib, kot je strmec v Hermancih, ne predstavlja nobene ovire. Od 22. do 30. avgusta 2020 potekajo dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov, kjer lahko od blizu spoznamo uspešne zgodbe slovenskega podeželja ter degustiramo njihove domače lokalne dobrote. Dneve odprtih vrat organizira tudi socialno podjetje Eko Prlekija. Minulo soboto so na Svetinjah pripravili ekološko tržnico, ki jo je obiskala tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, doktorica Aleksandra Pivec. Odprtje dogajanj v okviru tedna odprtih vrat Eko kmetij je minulo soboto v organizaciji socialnega podjetja Eko Prlekija potekalo na Svetinjah pred poslopjem vinogradništva Pepzvajn, kjer so pripravili eko tržnico. Že od jutra pa je potekalo tudi kolesarjenje. Višek dogajanja je bil obisk ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano doktorice Aleksandre Pivec, ki je na Svetinje prispela ob 15. uri. Ministrico so sprejeli podžupanja občine Ormož Irma Murat, direktorica Ormoške občinske uprave Milena Debeljak in direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož Andrej Vršič ter bližnji sorodniki. Kot je znano, je doktorica Aleksandra Pivec Ormožanka in izhaja iz Čurinove družine na Kogu. Zbrane sta najprej pozdravila direktor socialnega podjetja Eko Prlekija Boštjan Kosec, ki je predstavil Svetinje in ekološko kmetovanje, ter podžupanja Irma Murat, ki meni, da je tudi s takšnimi dogodki potrebno promovirati eko kmetovanje oziroma skrb za zdravo prehrano. Med drugim sta povedala.
Lahko rečem, da s takšnim dogodkom, kot je tukaj danes, kot ga promovira in pa seveda živi Ekoprlekija s promocijo ekološkega kmetovanja, da v bistvu sledimo vsem tistim globalnim ciljem, ki so na področju kmetijstva. Že prvi je tak, vedno se moramo zavedati, da moramo posvetiti precej skrbi za prehransko varnost. Varna hrana, tisti paradižnik, tista solata, tisti krompir, ki zraste v naši zemlji, ki pride skoraj, da bi lahko rekli, istočasno ali pa v zelo kratkem času iz njive do krožnika, je mnogo kvalitetnejši kot pa hrana, ki je pripotovala toliko in toliko kilometrov in pa še bila med potjo tretirana z marsičem, da ohrani tisto navidezno kvaliteto in svežino. In takšen dogodek, kot je ta, prav tako prispeva k ozaveščanju potrošnikov. Tako da smo vam tudi v občini Ormož hvaležni za to. V čem je kmetijstvo drugačno od nekega kmetijstva, kot ga poznamo, ampak od neekološkega kmetijstva? Konkretno, mi imamo večinoma naše živali na paši, ne špricamo trave, ampak jo kosimo, trajne nasave, zelenjavo pa špricamo z nekimi bolj naravnimi pripravki. Dojimo s kompostom in glejskim gnojem, nimamo GSO rastlin, gensko spremenjenih organizmov, pišemo zapiske o tem, kaj delamo, ne? In hodimo na izlete z našimi kontrolorji po naših njivah, vse enkrat na leto. Ne? In na koncu predelamo lokalne in ekološke izdelke, ki je naše idealno živilo za vse nas. Zdaj, če smo govorili o Prlekiji in ekološkem kmetijstvu, mislim, da pa prav dodamo besedo našim ministrom. O pomembnosti ekološkega kmetovanja in vzpodbudah zanj strani države je spregovorila ministrica. Spoštovani kmetje, spoštovani ekološki pridelovalci, spoštovani organizatorji današnjega dogodka in pa seveda vsi spoštovani obiskovalci in pa obiskovalke. Meni je resnično veliko čast in veselje, da ste me povabili na ta dogodek, še posebna čast pa mi seveda pripada, da smem otvoriti ali pa spregovoriti nekaj besed v svoji domači Prlekiji. Z današnjim dnem seveda ne odpiramo samo ekološke tržnice, ampak z današnjim dnem odpiramo tudi dneve odprtih vrat slovenskih kmetij in slovenskega podeželja. Ti dnevi bodo trajali od današnjega dne pa vse do konca meseca avgusta. In zakaj so ti dnevi še prav posebej pomembni tudi za mene kot ministrico in za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano? Zaradi tega, ker z temi dnevi želimo približati celotnemu slovenskemu prebivalstvu pomen pridelave slovenske, domače, lokalne hrane, pomen ohranjenega slovenskega prostora in pa podeželske krajine, pomen tega prostora tudi za preživljanje prostega časa, seveda v povezavi kmetijstva in turizma, in predvsem želimo dvigniti pomen zavedanja o obstoju slovenskega kmeta in o njegovem pomenu za pridelavo naše domače slovenske prehrane. Prepričana sem, da ta ugled z leti je padel, kar seveda nekako, da ne bom groba, obsojamo, ampak z vsakodnevnimi konflikti med mestom in podeželjem in med nerazumevanjem slovenskega kmetijskega in pa podeželskega prostora, seveda z dneva v dan to bolj čutimo. Jaz sem prepričana, da je slovenski kmet preživel številna burna zgodovinska obdobja, v njih preživel, obstal in pomembno prispeval k pridelavi slovenske hrane in k ohranjanju našega podeželskega prostora. In če smo iskreni, slovenski podeželski prostor predstavlja 80% Slovenije, torej zgoraj 20% Slovenije je urbanih mestnih okolij. Zato temu podeželskemu prostoru seveda pripada veliko večji pomen in tega se je potrebno zavedati v celotni Sloveniji. Kar se tiče ekološke pridelave, mi smo tudi letos začeli eno pomembno promocijsko kampanjo. Naslov te kampanje je bil Ekološko plus lokalno je idealno. In na to prisegamo tudi na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prepričani smo, da ima Slovenija veliko več prostora in možnosti za razvoj ekološkega kmetijstva, kot ga v tem trenutku izkorišča.
Zato bomo v prihodnji finančni perspektivi zelo ambiciozno zastavili cilje na področju ekološke pridelave in seveda temu primerno povečanja ekoloških izdelkov na naših policah in pa na tržnicah in seveda temu namenili tudi znatnejši del evropskih sredstev, ki smo jih seveda pred kratkim časom izpogajali. In tukaj se zahvaljujem podžupanji, ker je izpostavila ravno ta del in dovolite, da ga vendar izpostavim tudi jaz, ker mislim, da je zgodovinsko prelomni, kajti tokrat nam je uspelo resnično na nivoju celotne finančne perspektive vseh evropskih sredstev, ki bojo prišla v Slovenijo in s tem tudi sredstev za razvoj kmetijstva, izpogajati zgodovinsko pomemben okvir, kajti dvignili smo delež sredstev, kljub temu, da se je na kmetijstvo obetalo 15% manj sredstev, smo prišli na 10% plus, torej za 25% dvignjen proračun obeta tudi slovenskemu kmetijstvu v prihodnje dobre možnosti za nadaljnji razvoj in s tem, kot sem povedala, tudi bolj ambiciozen razvoj in podporo le-temu na področju ekološkega kmetijstva. S tem seveda želimo ozaveščati slovenske potrošnike in dogodek, kot je današnji, prav posebej tudi prispeva k temu. Temu sledijo tudi dnevi odprtih vrat, ki sem jih omenila. K temu se priključuje v letošnjem letu 22 slovenskih kmetij. Jaz sem še prav posebej ponosna, ker večina teh kmetij je iz Podravja. Večina teh kmetij je ekoloških kmetij ali pa mladih kmetov, kar seveda slovenskemu kmetijstvu daje še poseben pomen, kajti mi si seveda želimo, da kmetje prenašajo kmetije na mlade generacije in da v mladih še vedno obstaja to upanje, da je vredno ostajati in kmetovati na slovenski zemlji. Jaz vam na današnjem dogodku in na vseh ostalih dogodkih, na katere vas prijazno vabim, torej vse kmetije, ki se predstavljajo v prihodnjem tednu, so opisane na spletni strani ministrstva in pa programov razvoja podeželja, da jih obiščete, da se seznanite z njimi, da seveda pri njih kupite kakšen izdelek, predvsem pa želim, da to spoštujete in da to ohranjate ne zgolj v času dnevu odprtih vrat, ampak da s to naklonjenostjo in nakupovanjem izdelkov pri slovenskih kmetih podpirate slovenskega kmeta in podpirate lokalno pridelavo hrane. Na današnjem dogodku obilo veselja, obilo dobrega druženja in seveda na dobro sodelovanje tudi v prihodnje. Hvala. Cilj dnevov odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov, ki jih skupaj s kmetijami in nosilci projektov organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je predstaviti dobre zgodbe, podprte tudi s pomočjo evropskih sredstev. Sodelujoči imajo pomembno vlogo z vidika pridelave lokalne hrane, ohranjanja podeželske krajine ter omogočanja preživljanja aktivnega prostega časa in dopustov na podeželju. Ministrica dodaja. Ja, res je, današnji dnevi odprtih vrat ekoloških kmetij so še prav posebnega pomena v smislu želje ali pa ambicije Slovenije, da tudi na področju ekološke pridelave znatno dvignemo odstotek kmetijskih zemljišč, ki bojo namenjeni ekološki pridelavi in prav tako ali pa posledično seveda tudi odstotek ekoloških pridelkov. Slovenija ima izjemne možnosti za razvoj ekološkega kmetijstva, ki je hkrati seveda bolj zdravo, primernejše, kakovostnejše za potrošnika, istočasno pa seveda upošteva še en vidik ohranjanja narave in pa naravnih virov, za kar, kot rečeno, imamo v Sloveniji veliko več možnosti, kot pa jih trenutno izkoriščamo. Zato smo trenutno na ministrstvu ravno pri zaključku priprave akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva. Pri tem želimo biti izjemno ambiciozni in seveda posledično tudi sredstva iz naslova evropskih sredstev namenjati za spodbujanje ekološkega kmetijstva. Takšni dnevi, kot je danes, imajo pa še prav poseben pomen seveda približati to ekološko pridelavo hrane slovenskemu potrošniku, ki se seveda mora oziroma se vedno bolj zaveda tega, da ekološka hrana je bolj zdrava, da upošteva vidike ohranjanja narave in da imamo možnosti, da to hrano pridelamo tudi v Sloveniji, ne pa zgolj, da jo dobivamo iz drugih držav oziroma iz uvoza. Koliko denarja se pravzaprav daje, država daje za takšne spodbude?
Ja, ravno sedaj se približujemo zaključku obstoječe finančne perspektive. Tukaj moramo povedati, da večina sredstev, se pravi za razvoj slovenskega kmetijstva in prav tako podeželja, prihaja iz naslova evropskih sredstev. To so sredstva, ki so namenjena izvajanju skupne kmetijske politike, ki nekako zavezuje vse evropske države. In tukaj moram povedati, da smo v letošnjem letu zaključili pogajanja za novo finančno perspektivo, ki se začenja z letošnjim oziroma s prihodnjim letom. In tukaj je en pomemben mejnik, kajti Slovenija je dosegla zgodovinski uspeh na teh pogajanjih. Ne samo, da smo izpogajali izjemno dobro sredstva za kohezijo, se pravi kohezijska sredstva, izjemno dobro smo izpogajali tudi sredstva za kmetijstvo in glede na to, da se je na začetku obetalo znatno znižanje, torej v izhodiščih leta 2018, smo uspeli za 10% dvigniti ta sredstva in tako bo Slovenija dobila približno 1,6 milijarde evrov za razvoj slovenskega kmetijstva in pa podeželja. Vse do 30. avgusta dneve odprtih vrat pripravlja tudi nekaj naših domačih ekokmetij oziroma socialnih podjetij. Pepzvajn na Svetinjah, ekološke kmetije, Zadravec v Miklavžu pri Ormožu, Kosec v Malem Brebrovniku, Jurkovič v Veličanah in Hlebec na Kogu, ter socialni podjetji Ekoprlekija Mali Brebrovnik in Botanik v Ormožu. Vsi so se na poziv Ministrstva za kmetijstvo, da ekokmetije pripravijo dneve odprtih vrat, z veseljem odzvali. Ja, moram reči, da se ministrstvo dejansko zelo trudi. Ko smo mi slišali za akcijo Dneva odprtih vrat, smo bili veseli, smo začeli razmišljati, kaj lahko naredimo, stopili v kontakt z ministrstvom in predvsem pa je bilo vodilo to, da sedaj, mogoče še tudi, ko smo zaradi korone bolj kot ne vsi doma, tudi ljudje se zdaj vračajo z Hrvaške, da tudi ta zadnji teden počitnic tu na Svetinjah ponudimo neki program, neke aktivnosti. In tako dejansko vse vabimo čez celi teren, da pridejo, tukaj pojejo, spijejo in se podružijo z nami na teh naših lepih prleških gričih. Kako vam sicer gre v vaši firmi? Časi so vedno burni, ampak smo reči, da smo bili tako pri strankah, v javnih zavodih, tudi pri fizičnih strankah, kaj dostavljamo, dosti uspešne. Prvih 6 mesecev imamo dejansko boljše rezultate kot lani, čeprav smo praktično zdaj izgubili javne zavode zadnje 3 mesece. Tudi smo zdaj dosti aktivni bili na samih razpisih. Tudi imamo nekaj sredstev zagotovljeni za promocijo. Sedaj trenutno imamo 2 osebi zaposleni na Ekoprlekiji. Zdaj septembra odpiramo spletno trgovino za dostave po celi Sloveniji. Tako da jaz mislim, da smo te tiste osnovne porodne težave smo dali skozi in bomo rekel, zdaj ne smo še na konji, ampak smo pa na zelo dobrem oslu. No. Iskrene čestitke. Hvala. Na sobotni ekotržnici na Svetinjah so se predstavljali ekološka kmetija Pivko z izdelki iz Aronije, ki so predstavili sokove, likerje, žganje, marmelado in druge proizvode. Kmetija Marko Glavidič, kjer prodajajo ekološko grozdje posebne sorte brez koščic in tudi Aronijin sok. Ter ekološka kmetija Valentan z več vrstami vina. Predstavili so se tudi Pepzvajn. Na tržnici pa so ob tej priložnosti ponujali še eko burgerje. Dnevi odprtih vrat, ki potekajo do konca avgusta, so dejansko odlična priložnost, da neposredno obiščemo posamezne kmetije, vzpostavimo stik s člani kmetije in si ogledamo njihov vsakdan, način pridelave hrane ter na posameznih kmetijah tudi domače živali. Po ženski rokometni ekipi Krim so na 6-dnevnih pripravah v Ormožu bile še rokometašice Izole, članice prve A ženske rokometne lige. Razen napornih treningov so si Izolanke z veseljem vzele nekaj časa tudi za sprostitev in ogled okolice. Obiskale so tudi zidanico Malek. 4. dan priprav v Ormožu so rokometašice Izole namenile obisku Svetin in Jeruzalema, ter se ustavile v zidanici Malek, kjer so jih pozdravili župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, direktorica občinske uprave Milena Debeljak, direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož Andrej Vršič ter Robi Puklavec iz podjetja Puklavec Family Wines.
ki so jim predstavili Svetinje, Jeruzalem in zidanico Malek. Člani ormoškega rokometnega kluba pa so dekletom pripravili pogostitev in poskrbeli, da je obisk zidanice bil prijetno doživetje. Primorke s spremljevalno ekipo so se hitro razživele in dokazale, da se poleg trdega dela oziroma napornih vsakodnevnih treningov vedo tudi zabavati. 18 rokometašic trenira pod vodstvom trenerja Boruta Hrena, ki navdušenja nad pogoji za treninge in bivanje v Ormožu ni skrival. Ste prvič v Ormožu? A ne, to ne, mislim, da že preko rokometa kar večkrat, tako da tudi redno obiskujemo naše prijatelje iz ormoškega kluba, tako da mi je Ormož kar poznan. In kako se počutite tukaj v tem našem domačem oziroma ormoškem okolju? Kot vedno, izredno dobrodošli, fantastično, tudi pogoji, ki jih imamo za trening, so fenomenalni in res lahko izrazimo vse pohvale organizatorjem in vsem delavcem, ki nam pomagajo pri pripravah. Res fantastično okolje, prijazni ljudje, ne morem prehvaliti. In kako potekajo priprave? Ste uspešni oziroma so uspešna dekleta? Ja, priprave so zdaj v bistvu bazirane bolj na fizični moči, nekaj tudi rokometa, zelo naporno treniramo 2 do 3 na dan, ampak se najde tudi tako za take lepe protokolarne obveznosti, mislim, da to spada zraven, tako da res še enkrat smo izredno zadovoljni. Imeli smo nekaj težav oziroma nekaj težav je bilo s klimo, s toplo vodo, vam je to zagrenilo bivanje tukaj? Ma ne, mislim, ne, sigurno mogoče mačkan je neprijetno, ampak športniki smo vsega vajeni, vidim, koliko se organizatorji trudijo okoli tega, da bi nam to vzpostavili, tako da ni nobene zamere. Jaz upam, da naslednje leto, ko se vrnemo, smo tudi zdaj z županom govorili, so nam obljubili, smo si dali roko, da bo klima delala, tako da ni, pač je mogoče na trenutke malo neprijetno, ampak definitivno smo res zadovoljni in nič narobe. No, spodbudne so besede, da prihodnje leto, ko se vrnete, to pomeni, da vas lahko pričakujemo. Ja, obvezno. Mislim, da takšnih pogojev, ko je v Ormožu, je zelo malo, v Sloveniji mogoče še Rogla, ampak definitivno mi pridemo. Tudi igralke so s pogoji bivanja v Ormožu bile zadovoljne. Lana je v Ormožu bila prvič, Nina pa je v Ormožu že drugič. Pa zaenkrat je super. Hostel je lep, dobro se počutimo, dvorana je super, tudi fitness, tako ko nas gostijo, za jest, vse je top. Tako da smo zadovoljni, mi, ekipa in vsi. Kako dolgo pa ste že rokometašica? Od 1. razreda osnovne šole, tako da kar nekaj let je za mano, ja. Kakšne imate načrte, kaj bi vas razveselilo, kam vas vodijo poti v bodočnosti, kar se tiče rokometa? Pa zaenkrat, pač sanje so še vedno, da bi s tem uspela, ampak glede na to, da smo iz Slovenije in da so rokometne poti za ženske predvsem malo bolj okrnjene kot za moške, mi je na gušt igrati in bom v tem ustrajala, dokler bo moje faks in ostale obveznosti pač dovoljevale, tako da se bom potrudila, da bo to trajalo še nekaj časa. Kako pa drugače izvajate vse te treninge? Vam je naporno, recimo, vse skupaj? Pa malo mora biti naporno, zato da lahko naredimo korak naprej, ampak vse določene mere. Mislim, da so tudi trenerji dobro naredili ves plan, da ni preveč, pa niti premalo, tako da zaenkrat je v redu. Ste imeli pravzaprav možnost še si ogledati kaj drugo razen zidanice Malek? Pa vsak dan imamo po kosilu 1 do 2, 3 urce pauze, pa malo izkoristimo za počitek, potem pa lahko kakšen sprehod po Ormožu. Tako da smo se tudi malo sprehodili, dokler nismo spali. Ste že kdaj prej bili v Ormožu oziroma ste bile že kdaj tukaj? Ne, jaz osebno ne. Niti na pripravah. V bistvu je to moje drugo srečanje v Ormožu. Prvo je bilo, ko smo imeli beach handball turnir, tako da sem zdaj drugič. V Ormožu je super, odlično, sproščeno. Tako da... No, nekaj težav je bilo s klimo, tudi s toplo vodo. Je to črna pika, kako ste pravzaprav doživljali to pomanjkljivost?
Načeloma smo se kar lepo znajdle, tako da ni bilo nobenih problemov, tuširanje tako ali tako v dvorani. Kar se tiče pa vročine, pa mislim, da smo iz obale, kar smo pa tudi dosti navajeni, tako da ni nobenih problemov. No, to je tudi vzpodbuda, da nam bo malo lažje in da seveda se bodo zadeve do drugega leta, kajti trener pravi, da se boste drugo leto spet prišle sem ogrevati. Odlično, podpišemo. No, kolegica pravi, da je seveda vsa v rokometu, kako vam kaže, kje se vidite v bodočnosti? Načeloma trenutno se vidim v Izoli, kar pa pač bo pot prinesla, bo pa prinesla. No. Nočem gledati nekaj vnaprej, ker trenutno mi je tu všeč in tu uživam, tako da kar pa prinese, pa prinese. Kako dolgo pa ste že v rokometu? Načeloma isto kot ona, od 1. razreda naprej, tako da smo že kar nekaj časa v rokometu. Kaj ste danes popile? Penino, tako je. Kakšno? Sladko penino, odličen okus in odlična demonstracija, kako se odpira na pravilen način, tako da bomo zdaj znali po naših zmagah odlično odpirati penine. No, tudi to je seveda zelo pomembno. Seveda, definitivno, da ne bo poškodb. No, po pripravah, torej, ki boste jih končale tukaj v Ormožu, kaj se bo dogajalo potem? Začne se verjetno torej resna igra? Načeloma, ja, ko se vrnemo nazaj v Izolo, pričnemo za taktiko in se pripravljati na ekipe, ki nas čakajo. Tako da tukaj naredimo še zadnji del priprav, kondicije in tako naprej, potem pa, ko se vrnemo v Izolo, pa pride taktika in priprava na ekipe. Izolanke so nosile majice s pomenljivim napisom oziroma sloganom, ki se ga vseskozi držijo, so povedale. Napis "Krepat, ma ne molat", kar pomeni raje umreti kot popustiti, ki ga nosijo na majicah, naj ne bi bil slučajen. Dekleta so naučena dati vse od sebe, tudi v trenutkih, ko je treba izraziti hvaležnost. Tako so gostiteljem razdelile nekaj teh majic in pokupile kar nekaj vina, ki ga bodo odnesle domačim na Primorsko. Gospod direktor, majico ženske rokometne ekipe iz Izole ste že oblekli, ne? To pomeni, da so vam kar všeč takšni obiski. Ja, točno tako, ja. Takoj sem si oblekel majico na spodnjo srajco, na srajco, da vidim, če mi tako rekoč paše in izgleda, da še M številka mi vedno stoji. No, fino, takšni gostje so vedno dobrodošli tudi v smeri razvoja športnega turizma, kar si v občini Ormož zelo želimo. So še kakšni takšni, recimo, načrti za v bodoče? Ja, res je. Športni turizem je v občini Ormož zelo pomemben, kajti imamo vso infrastrukturo, ki jo pač tako rekoč bolj zahtevne ekipe potrebujejo. Tako da imamo tu zelo dosti možnosti še, da še bomo to razvijali in razvijali naprej. Bodo prišle še ekipe, novembra se že najavljajo in pa še decembra, čez novo leto celo do sredine januarja, tako da bo. In športni turizem, se pravi te, ki pridejo danes sem, bodo ponesle glas Prlekije, Ormoža, destinacije Jeruzalem, Slovenije, seveda sabo, bodo povedali, kje so bile, kaj so doživele in tako bo to tako rekoč ena brezplačna promocija za naše področje. No, si želite pravzaprav čim več športnikov tukaj v teh naših krajih ali tudi, najbrž tudi drugih gostov, ne? Ja, tako je. Mi imamo vse možnosti, da razvijamo več zvrsti turizma. Kajti vedno moraš imeti nekaj v rezervi, če ti ena zvrst turizma odpove. Ali pa en segment trga odpove, da ga potem drugi izpopolni. Tako da gradili bomo tudi na drugih segmentih turizma, ne samo na športnem. Ampak športni turizem bo res eden izmed pomembnejših, tako rekoč, segmentov. No, zdi se, da je vseeno veliko bilo postorjeno, ne, v zadnjem času. Seveda so to stvari, zadeve, ponudba, ki potrebuje svoj čas, ampak se kar odvija, ne, se dogaja. Ja, res je, turizem je vedno pot na daljše proge, ampak jaz mislim, da smo zavzeli prave korake, jaz mislim, da gremo v pravo smer. Jaz mislim, da smo strategijo takšno, kot smo si jo uveljavili, dobro zapeljali in temu je potrebno sedaj tudi dobro slediti. Na potepih med ormoško-jeruzalemskih goricah se gostje radi ustavijo v zidanici Malek. 300 let stara zidanica še vedno predstavlja atraktivno postojanko za žejne obiskovalce, ki pa jih privlači tudi zgodovina.
Tako so si tudi Izolanke z veseljem ogledale zidanico, a tudi klet, kjer si gostje, predvsem skupine, običajno privoščijo vodeno degustacijo. Zaradi korone je skupin letos bolj malo, čeprav gostov ne manjka, pojasni skrbnik zidanice Robi Puklavec. V bistvu je skoraj da vsak dan je kar dosti ljudi, predvsem individualnih gostov, s tem, da mogoče lahko bolj, rečemo, da je malo več ljudi, potem petek, sobota, nedelja, ko imamo tudi tržnico. Je ta tržnica doprinesla kaj k temu, da se torej več gostov obrne tukaj? Ja, seveda. Vsaki, ko je na tržnici, ima neko svojo publiko, katera ga obišče oziroma kupuje njegove izdelke in seveda zraven tega potem še kozarček vina, ob zidanici Malek in je to nekako z roka v roki. Vas je korona prizadela kaj obisk tukaj? Ja, kot sem že omenil, v bistvu nekak večjih skupin nimamo. V bistvu zidnica Malek je bila tudi v preteklosti precej obiskana s strani različnih agencij, iz različnih term, da rečemo taki bus izlete. Zdaj, nažalost, od meseca 13. marca v bistvu nismo imeli nekih večjih skupin. In katero vino najrajše poskusijo gostje? Ja, zdaj čez vikend moramo povedati, da največkrat predvsem muškatov tunel, rumeni muškat, tudi kakšna penina. Pri individualnih gostih pa predvsem blagovna znamka Seven Ambers, pomeni vina iz posebnih vinogradniških leg in seveda posebnosti iz naše kleti. Liter pa voda še žge? Ja, zdaj v poletnem času seveda prvo, ko pride z nekega pohoda, običajno ni liter pa voda, je bolj naš prleški špricar. To pa je sestavljeno iz česa? Ja, pri nas seveda iz vina Jeruzalemčan in pa mineralne vode. Tako so skupine rokometašic tudi v zidanici Malek bili veseli. Nazdravile so že, ampak samo po kapljicah, kot je pač za športnice primerno. V nadaljevanju dne jih je namreč še čakal trening. V 6 dneh bivanja v Ormožu so skupaj opravile 8 treningov in odigrale 2 pripravljalni tekmi. Doživele so poraz proti Celju 22-25, a gladko premagale Ptuj 27-17. Vsekakor pa koristno združile s prijetnim. Ormoški rokometaši so odigrali 4. pripravljalno tekmo za sezono 2020-2021. Na Hardeku so gostili rednega udeleženca Lige prvakov in serijskega slovaškega prvaka Tatran iz Prešova. Domačini so nasprotniku nudili dostojen odpor, a vseeno izgubili z izidom 30-32. Prvenstvo v NLB ligi, kjer nastopa ormoški prvoligaš, se nezadržno bliža. Prvi krog bodo Jeruzalemčki odigrali na domačem parketu v soboto 5. septembra, ko bo nasprotnik zmeraj neugodna Dobova, ki je tudi letos sestavila spoštovanja vredno moštvo. V klubu se trudijo pri organizaciji tekme in če bo vse v skladu s pravili Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo in bo le-ta podal zeleno luč, si bo tekmo v Ormožu lahko ogledalo okrog 200 gledalcev. Vinarji so v zadnjem tednu odigrali 3 pripravljalne tekme. Proti Tatranu in Slovenj Gradcu so morali priznati premoč nasprotniku, slovenskega drugoligaša iz Velike nedelje pa so ugnali še v 3. Za našo kamero smo bili prisotni na mednarodni tekmi med Jeruzalemom in Tatranom. Vinarji iz Ormoža so odigrali svojo 4. pripravljalno tekmo in kljub solidni igri zabeležili svoj 2. poraz proti serijskemu slovaškemu prvaku Tatranu. Gostje, redni udeleženci Lige prvakov in Seha lige, so v športni dvorani Hardek odigrali svojo prvo od 5 pripravljalnih tekem na slovenski turneji. Gre za pisano druščino, katero sestavljajo igralci iz Slovaške, Češke, Brazilije, Kube, Tunizije, Rusije, Portugalske in Slovenije. 15-kratnega prvaka Slovaške vodi 49-letni Slavko Goluža, ki je kot igralec osvojil 2 zlati olimpijski medalji v Atlanti leta 1996 in v Atenah leta 2004 in kot glavni trener vodil hrvaško reprezentanco v obdobju od leta 2010 do 2015. Vinarji so odlično odprli tekmo in v 9. minuti povedli za 4-5-1. Blestel je Tinček Hebar s 4 doseženimi zadetki. Dolga pot, potovanje z avtobusom iz Prešova do ormoškega Jeruzalema, kjer so Slovaki kosili, je trajala kar 14 ur, kar se je Slovakom poznalo na začetku tekme.
Ko so se prebudili varovanci, trenerja Golože je sedel preobrat na semaforju. V 21. minuti je Tatran povedal za 3, 11-8. Na vodstvo gostov so vinarji odgovorili z odlično igro in serijo 4-0 in v 25. minuti povedli 12-11. Žal so Jeruzalemčki v zaključku zapravili preveč lepih priložnosti, kar so spretno izkoristili Slovaki, kateri so na odmor odšli s 4 goli prednosti, 17-13. Drugi polčas so odlično odprli Ormožani in že v 36. minuti izenačili izid na 18. Na levem zunanjem se je razigral Rok Žuran, vseh 5 zadetkov v drugem polčasu. Iz desnega krila je bil natančen Nejc Krabonja, med 4-4. Z odlično igro je nadaljeval Hebar, 9 doseženih zadetkov in gostiteljem je uspelo vse do rezultata 26-25 voditi za en zadetek. Na koncu so zmagovalce odločile izkušnje in brazilski vratar Marcos Colodeti, kateri je v drugem polčasu zbral 7 obramb. Tatran je povedal za 4, 32-28 in tekmo na Hardeku mirno popeljal do zmage. Kljub porazu mislim, da moramo biti zadovoljni z današnjo predstavo. Kaj meniš? Mislim, da se je danes že poznalo, da smo imeli že 3 pripravljalne tekme. Na vseh prvih 3 tekmah smo izgledali bolj slabo, danes pa mislim, da je že bila obramba prava. Zicarji so nas malo zafrkavali, drugače pa mislim, da je že bil drugačen prestop, pa samo moramo tako dalje. Igrali ste praktično proti udeležencu Lige prvakov, tako da ste tudi sami videli, kje ste. Močna ekipa, Brazilci, Kubanci, Rusi, Čehi, Slovaki, Slovenci. Svaka čast dečko, mislim, da smo se enakovredno kosali, tudi po moči. Mogoče nas je na koncu malo zmanjkalo, zaradi tega, ker so oni malo fizično močnejši, drugače pa mislim, da smo tudi mi dobro pripravljeni, pa se lahko veselimo sezone. Odlično si odigral tekmo, 9 doseženih zadetkov, samo tako naprej. Kako si zadovoljen s svojo igro? Ja, mislim, da treba samo tako dalje trdo trenirati, pa bomo videli, kaj bo. Kje mogoče vidiš, kaj še treba nujno popraviti v igri Jeruzalema? Mogoče ti zicarji moramo malo popraviti zaključke, mogoče tudi malo obramba, na čase smo se malo preveč odprli, drugače pa mislim, da sploh ni izgledalo tako slabo. Torej do prvega kroga, soboto 5. septembra, upamo na tisti najboljši Ormož. Ja, bomo pripravljeni. Pa ob tem še povabilo ljubiteljem rokometa na tekmo. Ja, vse lepo vabimo na tekmo prvo, tako da... Hvala lepa. Hvala. Lucijan Fižoleto iz Avstrije, selitev na Slovaško, kako to? Ja, moram reči, da je kar hitro se je že zaključila ta zadeva, že kar pred korono, že za nov let. So me poklicali, so rekli, da si želijo me v svoje vrsti in smo kar hitro zaključili. Ja, to, da je to en klub, ki že leta igra v Ligi prvakov, tako da spet neka nova dokazovanja in upam, da bo vse v najboljšem redu, brez poškodb seveda. Zanimivo, izjemno opisana druščina. Brazilci, Kubanci, Slovaki, Čehi, Rusi, ja. Slovenci seveda, Lucijan Fižoleto in pa Nino Grzentič. Ja, tako so si želeli sestaviti ekipo malo teh različnih karakterjev. Moram reči, da so fanti gledali, da sem jih zdaj spet spoznati mesec, pa pol že imamo priprave kar dolge. Super vsi. Sicer nam manjka še en Tunizic, ki so sicer sred korone kar nadaljevali prvenstvo in vse, 2 poškodovana Slovaka, tako da še nismo tih popolni, ampak zaenkrat ekipa super. Ja, tudi sporazumevamo se tako, eni znajo malo angleške, eni ne, te Slovaki zastopijo polovico Hrvaške, tako da v bistvu ni problema. No. Trener tudi znani, trener Hrvaške leta 2010 do 2015, tudi kako z njim recimo sodeluješ? Zdi se mi kar strog, precej tudi do tebe sem imel občutek na tekmi. Ja, moram reči, da on je strog do vseh, zato ker on hoče eno perfektno igro, popolnost, hoče, da se držimo tega, kar on zahteva, kar mislim, da je vse v pravem redu, noče nič slabega, vse najbolj za nas. V bistvu je pa res, da nova ekipa moramo se uigrati in to rabi malo časa, zdaj seveda nam ga mora dati in to tudi sam razumeti. Ampak ja, malo je temperamenten, dobro. Hvala lepa, še samo za konec komentar današnje tekme. Ormožani so vas kar dobro namučili. Ja, super tekma je bila, moram reči, da gor dol, Ormož vodo, mi nazaj. Tako da kar se mene tiče, super tekma. Jaz si mislim, da tudi te ljudje, ko so pa prišli pogledati,
da so vse videli, da je bilo zanimivo. Jaz mislim, da je to čar športa, žoga je okrogla in vse se lahko zgodi. Hvala lepa in srečno. Seveda, kot smo že dejala, brez poškodb predvsem. Najlepša hvala. Ajde, Luc, drž se. Ajde, se. Kosi, Žuran, lep višek do Bogadija, to pa zdaj treba zabiti in zabil je Bogadi. Lepa akcija in zaključek Bogadija, višek na levo krilo. Zdaj je brez težav za Balenta, poskus Pačeka, pa kontra za Tinčeka Hebarja. Dajmo Tinček in ne, škoda, preveč je teh zicerjev. Balent pri 5. obrambi. In bravo Balent, 6. obramba in nova priložnost za Hebarja. Dajmo Tinček, da, tokrat zabija. Tomislav Balent je v prvem polčasu zbral 6, Aleš Zemljič je v drugem polčasu dodal 4 obrambe. Na strani Tatrana je Igor Čuprina v prvem delu zbral 3, Brazilec Kolodeti v drugem polčasu je dodal 7 obramb. Pri domačih je z 9 zadetki blestel starejši od bratov Hebar, Tinček. Žuran je dodal 5, Krabonja pa 4 zadetke. Portugalec Nuno Santos je v dresu Slovakov dosegel 7 zadetkov. Slovenca Lucijan Fižoleto in Nino Grzentič sta dosegla 3 in 2 zadetka. Jeruzalem Ormož, Tatran Prešov 30-32, polčas 13-17. V petek 28. avgusta ekipa Jeruzalema na Hardeku gosti državne aktualne prvake Celje Pivovarna Laško. Tekma se bo pričela ob 17. uri. Za konec današnje oddaje pa še na kratko s tretje medsebojne pripravljalne tekme med rokometaši Ormoža in Velike nedelje, kjer so izjemno motivirani Ormožani visoko porazili Veliko nedeljo. Vinarji iz Ormoža so zaradi težav o prestopu meje ostali brez 2 dogovorjenih tekem proti hrvaškemu prvoligašu Varaždinu. Iz tega razloga je bilo potrebno najti nova nasprotnika in v ormoškem klubu so se dogovorili za že 3. pripravljalno tekmo proti drugoligašu iz Velike nedelje. Prvo tekmo so dobili Ormožani z rezultatom 31-19, drugo pa z izidom 24-19. Jeruzalemčki so v tekmo krenili zelo motivirani in ob takem pristopu se za točke na tekmah državnega prvenstva ni potrebno bati. Gostje so se odlično držali do 17. minute, ko so zaostajali le za zadetek, 11-10. Pri tem izidu je v gol Ormožanov vstopil kadetski reprezentant Slovenije Aleš Zemljič in se serijo 5 zaporednih obramb popolnoma ustavil nasprotnika. Vse zgrešene priložnosti Velike nedelje, 7-metrovka, protinapad, čisti met iz pozicije krožnega napadalca so domačini kaznovali z lahkimi goli iz protinapadov. Četa trenerja Saše Prapotnika se je dobesedno razletela po igrišču in se v pičlih 10 minutah preigrala kar 9 zadetkov prednosti, 21-12, izid prvega polčasa. Tudi v nadaljevanju je slovenski prvoligaš igral v najvišji predstavi. Gostom ni uspevalo prav ničesar in prednost v prid domačinov se je višala iz minute v minuto. Minuto pred koncem celo na plus 17, 40-23 za Jeruzalem. Pri zmagovalcih je Zemljič zbral 12 obramb, na drugi strani 5 obramb Skledarja in 1 Prejaca. Tinček Hebar je mrežo Velike nedelje zatresel 8-krat, Čudič, Kosi in Ciglar so bili natančni po 5-krat. Pri poražencih je Lukman dosegel 5, Munda in Gašper Hebar sta bila uspešna 4-krat. Jeruzalem Ormož, Velika nedelja 41-25, polčas 21-12. V četrtek so v ormoškem klubu opravili uradno slikanje za novo sezono, kjer jih je obiskal znani fotograf Aleš Cipo. V petek 28. avgusta pa vinarje čaka še generalka pred prvenstvom proti državnim prvakom Celjanom. Tekmo na Hardeku je na sporedu ob 17. uri. Ob 19. uri pa sledi še druženje z gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ormož na gasilskem poligonu v Ormožu, kjer so gasilci rokometašem pripravili preizkušnjo v tekmovalni disciplini Fair Combat. Gre za tekmovalno disciplino, ki je sestavljena iz gasilskega orodja in opreme, premagovanja ovir, uporabe vrvne tehnike, prenosa ponesrečenca, vlečenja cevovoda in gašenja. Pestro bo. Na drugi strani pa ekipo Velike nedelje čaka v soboto 29. avgusta nastop na turnirju v Ivančni Gorici, kjer bodo zaigrali proti prvobeligašema Šmartnemu in Svišu.
Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Sanjaš o dih jemajočem kraju? Preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric, s stoterimi vinskimi griči, do skrivnostne reke Drave, prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Pristno slovensko, prijetnega vonja, polnega okusa. Na voljo tudi s ptujskim česnom in ptujskim lukom. Vse od polja do olja, Jeruzalem sad. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož, v službi prihodnosti. Novi Ford Mondeo Hybrid. Toliko za danes. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas seveda v našo družbo spet vabimo čez teden dni. Pa tudi sicer vsak dan pripravimo vrsto zanimivih oddaj, že od jutra. Tako da je vedno kaj za pogledati. Vse dobro vam želimo, šolarjem pa uspešen skok v novo šolsko leto z upanjem, da ne bodo prikrajšani za vse znane šolske radosti. Srečno in ostanite zdravi!